Doktor Neubauer, lepo pozdravljeni. Najprej vas prosim, da se predstavite javnosti. Jaz sem dr. Neubauer, jaz sem pediater in otroški nevrolog, ki se ukvarjam z področjem otroške nevrologije zadnjih 30 let. Kar me je najbolj fasciniralo, ko sem vas spoznala, je to, da ste sodelovali v prvi opazovalni študiji v Sloveniji, in sicer kako delujejo zdravila iz konoplje za zdravljenje epilepsije. To se mi zdi zelo pomemben korak za Slovenijo in me zanima, kaj vas je motiviralo, da ste se za to odločili. Mi smo pravzaprav istočasno, ko so se pojavila ta naravna zdravila iz naravne konoplje, začeli tudi uporabljati sintetični kanabidiol, za katerega je že približno leto ali pa 2 leti znano, da pri trdovratnih epilepsijah, pri tistih epilepsijah, kjer ne pride do izboljšanja napadov z standardnimi protiepileptičnimi zdravili, je lahko kanabidiol izrazito uspešen in v velikem številu primerov zmanjša število napadov. In isto smo mi opazovali z tem sintetičnim kanabidiolom, istočasno je pa kar nekaj staršev naših otrok s takimi vrstami epilepsije poročalo, da pri njih je prišlo pa ravno tako do izboljšanja, ko so uporabljali to naravno konopljo, v kateri je sicer razmerje kanabidiol in THC zelo visoko, kar pomeni, da je visok odmerek kanabidiola, ampak nizek tudi THC-ja, bilo ravno tako zelo uspešno to zdravljenje. Zato smo se nekako pridružili temu. Pa se pacienti oziroma starši otrok, ki jih vi zdravite, pogosto zanimajo za zdravljenje s konopljo? Tisti, pri katerih, ki so že poskušali zelo veliko različnih protiepileptičnih zdravil, vsekakor. Kaj ste se vi ob tej raziskavi naučili? Ja, naučili smo se v bistvu, da verjetno ena minimalna koncentracija THC-ja mora biti zraven ob visokih odmerkih kanabidiola, ki najbolj uspešno preprečujejo epileptične napade, ker te pa izboljšajo tudi vedenjsko sliko teh otrok, ki so ponavadi kar zelo prizadeti, izboljšajo njihov ciklus spanja in budnosti in tudi morda minimalno izboljšajo njihove motorične sposobnosti. Zanima me, kakšno mnenje o konoplji ste imeli pred raziskavo in če ste morda kakorkoli spremenili svoj pogled na zdravljenje s konopljo? Ne, nisem več spremenil mojega pogleda. Res pa je, da preden smo mi začeli uporabljati kanabidiol, smo imeli izkušnje samo, kakor so bile pač navedene iz literature, zlasti iz Amerike, kjer je bilo pravzaprav največ teh poročil v zvezi z zdravljenjem z medicinsko konopljo. Sedaj imate pa svoje izkušnje s tem, ne? Ja, ne, težko rečem, da jih imamo že kar zelo veliko, ampak počasi si nabiramo izkušnje iz vsakega primera posebej. No. Še vedno je Slovenija toliko majhna, da je teh primerov malo in v bistvu če bi hoteli bolj znanstveno pristopiti k temu, bi rabili eno dvojno raziskavo samo z sintetičnim kanabidiolom in z naravno medicinsko konopljo. Kakšen terapevtski potencial pa vidite v konoplji? Ali res, enkrat sem brala, da v Izraelu, kjer imajo že zelo uveljavljen sistem zdravljenja s konopljo, da epilepsijo zdravijo pravzaprav samo s konopljo, ne več s konvencionalnimi kemičnimi zdravili? Ja, to pri nekaterih otrocih pravzaprav je opisano, ampak mi pri obeh skupinah, pri tej skupini, kjer smo uporabljali sintetični kanabidiol, samo sintetični kanabidiol, in pri tej skupini, kjer so starši uporabljali naravno konopljo, medicinsko konopljo, z to minimalno koncentracijo THC-ja, pravzaprav nismo nič spreminjali tistega njihovega osnovnega zdravljenja. Tako da bi vam težko rekel, ali samo to zdravljenje
ima uspeh. Ampak seveda že to, da lahko znižamo protiepileptična zdravila, ki imajo tudi svoje zelo hude stranske učinke, je za nas, se nam zdi, kar velik uspeh. Ne? Da so pač napadi tako kontrolirani, da lahko znižamo ta protiepileptična zdravila. Ne? Res pa je, da v Izraelu imajo več izkušenj in da oni poskušajo zdraviti tudi ne samo stanja z epilepsijami, ampak tudi druga, vedenska, spastičnost, tike recimo in take stvari. Ne. To pa mi na tem področju pa nimamo absolutno nobenih izkušenj. Zdaj v predavanju, ki ste ga imeli na sejmu Narava zdravje, ste predstavili pač rezultate svoje študije. Tam ste tudi omenili deklico Charlotte, ne? Pri kateri so se po zdravljenju s konopljo epileptični napadi zmanjšali iz 300 na teden na 4 na mesec. Kako bi to razložili? Ja, to je v bistvu zelo znan primer in pravzaprav v Ameriki so na podlagi te Charlotte Figi pravzaprav začeli potem tudi sintetični kanabidiol z eno majhno koncentracijo THC-ja proizvajati. Epidiolex se imenuje v Ameriki. To je bilo pravzaprav, jaz mislim, da je bilo to en poskus, ki so ga starši, ki so bili že tako obupani in niso več vedeli kaj, da so pač to šli k tem farmerjem v Ameriki in jih prosili, če jim lahko naredijo to vrstno medicinsko konopljo v tem danem razmerju med CBD-jem in THC-jem in ugotovili to. To je bil čist poskus iz obupa, tako rekoč. Je pa fantastično, ne, to zmanjšanje napadov je res. Zdaj, verjetno vam je poznan entourage efekt. Ne? Ja. Pa me zanima, kako bi vi to po svoje razložili? To pa pravzaprav, to je pa iz medicinskega stališča zelo težko razložiti ta pojav oziroma ta pojem. Ne. Tako da... Ampak če lahko poveste, kaj je entourage efekt? To je pravzaprav, kadar gre za eno dvosmerno delovanje enega zdravila, ki lahko v enem določenem smislu deluje tako in tako, v drugem smislu pa deluje pravzaprav tam, kjer bi ne bi imel recimo stranske učinke, pa deluje pravzaprav kot učinkovina. To velikokrat srečamo tudi pri nekaterih zdravilih, ki mi rečemo sirotna zdravila, ki jih uporabljamo za popolnoma druge indikacije, kot so. Zdaj, kolikor sem jaz seznanjena s entourage efektom, to pomeni, da konoplja kot rastlina deluje v sinergiji vseh svojih substanc in spojin. Teh je preko 1000, mislim, da 1066 so jih našteli, ne? Poslušali smo že pred časom na predavanju Sue Sisley, ne? Ona je psihiatrinja iz Arizone, ki je v svojem predavanju rekla, da če sintetiziramo samo eno samo substanco iz rastline, je tako, kot da ji vzamemo rastlini vso modrost narave. Kako bi to komentirali? Ja, tukaj je še ogromno stvari neraziskanih. Ne? Recimo tudi naš tako imenovani endokanabinoidni sistem, ki ga ima vsak človek v sebi, ne, je pravzaprav težko, kako bi se rekli, težko ga pravzaprav obrazložimo, katere od substanc, recimo v naravni konoplji, so tiste, ki naš endokanabinoidni sistem nekako zvečajo. Ne. Tako da v bistvu ni popolnoma jasno, kaj lahko določena snov v kompletni medicinski konoplji stimulira že v našem tem endokanabinoidnem sistemu. Ne. Zdaj, sodelovali ste tudi z dr. Hornbyjem, ne? V tej raziskavi vam je nekako pomagal, on je velik zagovornik naravnega zdravljenja in zdaj, jaz sem se z njim pogovarjala in on pravi, da
kemična zdravila oziroma vsa kemija pravzaprav naše telo ne prepoznava, to je nek tujek v telesu. Zdaj, če rečemo, da je konoplja kot rastlina živa narava, da smo ljudje tudi živa narava, medtem ko to, kar mi pripravimo v laboratoriju, je neživa narava, ali je možno, da je entourage efekt povezan ravno s tem, da naše telo prepoznava živo naravo, nežive narave pa ne? Ja, najprej moram reči, da Paul Hornby je zelo nam šel vedno na roko, kadarkoli smo dobili vzorce naravne konoplje in nismo vedeli, kakšna je koncentracija kanabidiola in THC-ja v njem, kar pa je kar, jaz mislim, pomembno, zlasti pomembno to razmerje. In je on potem z pomočjo tega visoko zmogljivega aparata HPLC za tekočinsko kromatografijo v bistvu ločil te substance in točno določil, koliko je v različnih teh, zdaj v naravni govorim, določil, koliko je pač kanabidiola in THC-ja. Zdaj, kar zadeva naravno zdravljenje versus sintetično zdravljenje, je to absolutno znano in to podpiramo, ampak seveda jasno v tej šolski medicini, če temu tako rečemo, imamo mi v glavnem na razpolago šolska zdravila, to se pravi sintetična zdravila, ki jih proizvajajo različni proizvajalci in zelo, zelo redko se srečujemo z določenimi naravnimi ekstrakti, bolj iz teh področji vitaminov, mineralov in dodatkov, tam včasih uporabimo tudi kakšne naravne stvari. Ampak se to vsi sami vemo, tudi ne glede na to, ali smo laiki, ali smo zdravniki, da zelo dobro vplivajo na naše telo stvari, ki so iz naravnih sestavin narejene. A pa je možno, da nas recimo kemična zdravila, če naše telo ne prepozna nežive narave, da nas to še bolj vrže iz ravnovesja? To bi težko rekel, ampak res pa je, da določena kemična zdravila imajo zelo veliko stranskih učinkov in to, recimo pred 15 leti ni nihče poslušal zdravnikov, ki so govorili, kako je nujno, da uživamo probiotike. Danes ob vsakem antibiotiku, ki ga dobite, vam takoj že rečejo, ja, ampak morate tudi zraven probiotike uživati, zato da boste ta stranski učinek antibiotikov na nek način izničili ali pa se borili proti temu. Tako da, ja, ta miselnost v bistvu od prehajanja od sintetičnih stvari proti naravnim stvarem, si mislim, da se zelo spreminja. Se konec koncev starodavne vede, ajurveda recimo, temeljijo samo na naravnih zdravilih. S kakšnimi stranskimi učinki klasičnih farmacijskih zdravil pa se srečujete vi v svoji praksi? Največ uporabljamo protiepileptičnih zdravil, te so. In tukaj so zlasti vedenjske motnje, potem razne psihiatrične motnje, so lahko vedenjske motnje, ki so tako hude, da vodijo v psihiatrične motnje ciklusa budnosti in spanja, včasih pa tudi te bolj somatske težave, recimo kot, bruhanje, driske, bolečine v želodcu in podobno. Kje pa vi vidite to glavno razliko med naravnimi ekstrakti iz konoplje in sintetiziranimi zdravili iz konoplje? Namreč ravno dr. Hornby opozarja, da sintetizirana zdravila iz konoplje imajo lahko tudi stranske učinke, ravno tako kot ostala farmacevtska zdravila, medtem ko naravni ekstrakti iz konoplje pa ravno zaradi tega entourage efekta tega nimajo tako poudarjenega, oziroma tega sploh ni. Ja, malo zagovor teh sintetičnih kanabidiolov, zaenkrat nismo nobenih kakšnih hujših stranskih učinkov našli. Jasno pa seveda, da verjetno te naravni proizvodi pa praktično
že to, kar so že prej govorila, pa praktično nimajo kakšnih stranskih učinkov. Res pa je, da pri nekaterih otrocih, jaz pač govorim o otrocih, ker so to naši pacienti, pa ne dobimo pravzaprav željenega efekta. Tako da to je ravno tako sintetičnim kot z naravnim. Zdaj, študija, ki ste jo naredili, je bila opazovalna, pa me zanima, kaj je pravzaprav razlika med klinično in opazovalno študijo? Ja, klinična študija je v bistvu točno začrtana študija z določenimi vmesnimi postajami, v katerih se pregleda kri, urin, različne učinke, kjer se lahko tudi določene stvari merijo. Lahko imamo tudi sočasno s placebom kontrolirano, to pomeni, da nekateri otroci dobijo pravo zdravilo, drugi otroci dobijo placebo zdravilo in se potem gleda, kakšen je bil učinek in tako. To pa seveda v taki opazovalni študiji je to praktično nemogoče. To je samo presek nekaj mesecev opazovanja otrok, pri katerih so nam starši povedali, da dajejo naravno konopljo. Kakšno je bilo stanje prej in kakšno je stanje recimo zdaj v tem danem trenutku. Ali boste z raziskovanjem nadaljevali in ali se nam morda obeta prva klinična študija na tem področju? Ja, vsekakor bi mi radi, vkolikor bi prišlo do tega, da se na nek način, ne bom rekel glih legalizira, ampak da se naravno konopljo s to visoko vsebnostjo CBD-ja in nizko vsebnostjo THC-ja, ki pravzaprav nima nobenih teh rekreativnih učinkov konoplje, če bi tako človek rekel, nekako postavi na svoje mesto, bi zelo radi delali, poskušali, kakšen je učinek recimo zdravljenja istega otroka z naravno konopljo, recimo 6 tednov, pa potem z sintetičnim kanabidiolom, 6 tednov, pa videli, kakšen je učinek enega in drugega. Zdaj, ko pravzaprav po teh 4 leta uporabe enega in drugega vidimo, da praktično ni nobenih stranskih učinkov. Če pa bi zaznali, da so stranski učinki po sintetiziranih zdravilih iz konoplje, ne pa pri naravnih ekstraktih iz konoplje, bi potem dali prednost naravnim ekstraktom? Sigurno se to v bistvu tudi med vsemi sintetičnimi zdravili delamo na isti način. Če vidimo, da eno sintetično zdravilo ima zelo veliko stranskih učinkov ali pa ima pri eni določeni osebi zelo hude neželene učinke, potem gremo na neko drugo zdravilo. Tako da to je praksa. Tukaj pa v bistvu nimaš druge izbire, če uporabljaš sintetični kanabidiol, kot to, da potem preideš na naravnega. V predavanju ste tudi dejali, da v Sloveniji imamo dovolj laboratorijev, da sami pripravljamo analize potrebne, pa me zanima, vam bodo omogočeni pogoji za raziskovanje? Jaz mislim, da ta sama procedura pa aparatura, ki je potrebna za to, ne bi smela biti nobena ovira. Res pa je, da nismo še nikogar vprašali, kakšne so možnosti, da bi to lahko proučevali. Ampak drugače, v glavnem se pa približno ve, kakšne so koncentracije. Tako, če gledate ameriško literaturo, pa evropsko literaturo, pa naše izkušnje, se razmerje med CBD-jem in THC-jem nekako giblje od 1:15 oziroma 15:1, 20:1, 30:1. To so taka razmera, za katere se več ali manj ve. Je pa sigurno dobro, da se vsake toliko časa prekontrolira za to visoko zmogljivo oziroma visoko napetostno tekočinsko kromatografijo. Zdaj, če vemo, da rabimo močan in zdrav imunski sistem, da nas obvaruje bolezni, kaj pa bi rekli za endokanabinoidni sistem? Kaj je njegova glavna vloga? Ja, tega še proučujemo. V bistvu zelo veliko je v zadnjih recimo 2 ali 3 letih študij o tem in ta
endokanabinoidni sistem ne samo, da nas ščiti, sigurno nas ščiti, ne, ampak ima tudi določene, podpira določene razvade, kot recimo kajenje cigaret, pitje kave, nagnjenost k alkoholu in tako naprej. Ne? In eno in drugo pravzaprav povzroča. Drugač pa ja, seveda, ima zelo veliko zaščitno imunološko vlogo. Ne? In ni popolnoma jasno, kako ga lahko z določenimi manevri stimuliramo. Ne? Nekateri pravijo, da pravzaprav že ena preprosta masaža, še veliko bolj pa zelo verjetno tudi akupresura in akupunktura ta sistem stimulirata in v bistvu na nek način pravzaprav ne bi bil to učinek akupresure in akupunkture, kako dobro delujete na telo. Da pač te endokanabinoide dvignejo v našem telesu. Zapravo, da tudi določene bolečinske sindrome lahko s tem zdravimo in tako. Pa tudi konoplje je v tesni povezavi, ne? Torej tudi konoplja stimulira endokanabinoidni sistem. Ja, seveda, jasno. In človek, ki je odkril endokanabinoidni sistem, je nominiran za Nobelovo nagrado, ne? Rafael Mišulov. Pri nas pa ni videti nekega odziva med stroko. Ali menite, da bi se stroka morala bolj zanimati za to novo odkritje, glede na pomembno vlogo, ki jo ima endokanabinoidni sistem v človeku? Jaz mislim, da ljudje smo tako naravnani, da nekako podzavestno odklanjamo stvari, katerih ne poznamo dobro. In kanabinoidi ali pa tudi naravna konoplja sta šele v povojih, kar se tiče tega znanstveno-raziskovalnega dela. Tako da tista misel, ki je bila skupine pri Ministrstvu za zdravje, ki jo vodi dr. Krek, je bila, da bi morda naredili eno majhno delavnico za vse zdravnike, ki bi jih to zanimali, oziroma tisti, ki bi bili pripravljeni kanabinoide uporabljati v praksi. Tako da v bistvu najprej eno seznanjanje s tem, pa potem bi bila pa verjetno uporaba tega pa toliko širša. Kaj pa uvedba v študijske programe? Menite, da bi morali začeti poučevati o endokanabinoidnem sistemu na medicinski fakulteti? To pa mislim, da je še malo preuranjeno, čeprav jaz mislim, da določene bazične stroke, kot je recimo patofiziologija, fiziologija in tako naprej, že ene določene stvari o tem že govorijo, ampak ne pa v smislu terapevtskega, ker oni pač se s tem ne ukvarjajo, tega terapevtskega oziroma farmakološkega učinka konoplje. Tako da mislim, da še ne. Kakšen pomen menite, da ima vaša raziskava za slovenski prostor? Bo to morda motiviralo več zdravnikov, več strokovnjakov, da se pridružijo pri raziskovanju? Jaz mislim, da bodo določeni zdravniki kljub temu začeli pozitivno gledati na to obliko zdravljenja in ugotovili, da pravzaprav ne gre za neko heretično zdravljenje, ali kakorkoli se to imenuje, in da zamenjava za to rekreativno konopljo, medicinske konoplje, nima praktično nobenega skupnega imenovalca in ne smemo nikdar te dve stvari enačiti. Nažalost je pač konoplja kot taka postala razvada v zadnjih 20 letih in potem vsak, ki sliši konoplja, dobi takoj eno tako negativno konotacijo. Se mu zdi, da je to pač nekaj, kar je prepovedano in da to ni na mesto za zdravljenje, kaj šele za zdravljenje. Tukaj se ne moram čisto popolnoma strinjati, ker konoplja je vedno bila prisotna že tisočletja in kvečemu je prohibicij
škodovala ugledu konoplje, ne? Ja, ne, se pravim, zadnjih 20 let je pač to, da je pač to, ne, drugače pa jasno, pa ni bila nikdar uvržena kot neka taka industrijska rastlina. Svoje predavanje na Gospodarskem razstavišču ste zaključili z mislijo, da vlada ne sme odločati o tem, kakšno hrano naj ljudje jemo in katera zdravila smemo jemati. Lahko raztegnete malo to misel? To ni moja misel, to je bivši predsednik Združenih držav Thomas Jefferson enkrat rekel. In jaz mislim, da je res, da imamo, ne govorim zdaj o zdravnikih, ampak vsi državljani pravico, da sami skrbimo za svoje zdravje. In tisto, kar je bistveno pri skrbi za svoje zdravje, je, da poskušamo vnašati v telo čim več naravnih sestavin in mineralov in vitaminov in čim bolj paziti na to, da ne vnašamo, ne bom rekel svinarije, ampak sintetičnih stvari, ki so lahko potencialno škodljive. Ali podpirate tudi samo zdravljenje s konopljo? Bi pa vaši ljudje morali imeti pravico, da si to rastlino lahko tudi sami vzgojijo? Zdaj spet govorimo o dveh različnih konoplah. Ena je pač ta medicinska konoplja, druga je pa seveda pa ta rekreativna konoplja. Zdaj, tisto, kar se skuša zakonodajno urediti, je urediti možnost uporabe medicinske konoplje. Zdaj, ali je to v rokah samo zdravnikov, ali je to lahko tudi v rokah laikov, to pa verjetno je pa stvar, ki jo pa treba regulirati še vedno. Rekreativna je medicinska konoplja, še vedno je to ena sama rastlina in ljudje si jo kljub prohibiciji sami vzgajajo in si tudi pripravljajo konopljino smolo in se že zdravijo s tem. Menite, da bi država morala temu priti naproti ali še naprej to preprečevati? Ja, jaz mislim, da tukaj pa jaz pravzaprav zelo težko na to odgovorim in jaz bi rekel, da to se pa bolj prepušča ljudem, ki so za to odgovorni. Kot oseba bi sigurno to poskušal, če bi bil v takem bolezenskem stanju, da bi mislil, da bi potreboval neki ta zdravnik. Super. Kakšne spremembe pa pričakujete na tem področju zdravljenja s konopljo? Za ta prvi korak bi bili, mislim, da vsi skupaj, tako onkologi, kot nevrologi, kot otroški nevrologi, zelo zadovoljni, če bi ena legislativa bila, ki bi omogočala zdravljenje z naravno konopljo. Oziroma z eno dokazano nizko vsebnostjo THC-ja v primerjavi z CBD-jem. Tako da za prvi korak bi bilo to zelo fajn, da bi lahko tudi mi poskušali z različnimi temi koncentracijami. Zdaj sami pravite, da tudi zdravniška stroka je med sabo glede konoplje precej razdaljena. Nekateri ste malo bolj progresivni v tem našem prostoru, nekateri pa so kar konkretno proti temu, ne? Zdaj, kje vidite rešitev? Jaz mislim, da je dejansko treba začeti z temi delavnicami. Saj za tiste zdravnike, ki še niso popolnoma opredeljeni, ne? Ki še nihajo, vse mogoče pa bi ta konoplja pa bi bila za določena vrsto pacienta pa uspešna in tako naprej. Tako za te, ki še niso prepričani, ampak so že na poti prepričanosti, bi bilo zelo fajn te delavnice. Vedno pa obstajajo ljudje, ki so izrazito proti, čeprav sami pri sebi, če se vprašajo, vejo dovolj podatkov o konoplji, verjetno tega ne vejo, ampak so, bi človek rekel, kar bolj a priori proti, zato ker pač že sam to ime jih nekako odklanja od tega, da bi to uporabili ali pa da bi o tem sploh premišljevali, a bi to mogoče pa vsem bilo lahko zdravilno za njih oziroma za njihove paciente. Ampak na ta del populacije, ne glede na to, govorim zdaj, ali so to zdravniki ali niso zdravniki, pa težko vplivamo. Vedno bo en določen
del ljudi, ki bojo zelo proti. Schopenhauer bi rekel, najprej imaš ljudi, ki so zelo, zelo proti tebi, ne, potem počasi stopijo na tvojo stran in čez teden dni pa že govorijo, kako se oni sami so se tega spomnili in je to njihova ideja. Ne, tako da taki vedno obstajajo. Pa naj bo temu tako, samo da bo dobro nas vseh. Najlepša hvala za pogovor, dr. Hvala.